Gledalke in gledalci, čas je za Skok v šport. Danes je z nami Tjaša Bajc, predsednica ženskega rokometnega društva Litija. Gospa Bajc, dobrodošli. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Naši gledalci vašega društva morda ne poznajo tako dobro kot določene klube v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku, zato bom najprej predstavila vse skupaj. Povejte nam, koliko selekcije v klubu, kakšno je članstvo. Žensko rokometno društvo Litija deluje že od leta 2015 pač v Litiji, kjer se trudimo dati mladim, predvsem deklicam, puncam, možnost igranja rokometa. Trenutno je v našem društvu članjenih preko 80 igralk, medtem ko potem zraven še štejemo starše oziroma privržence rokometa, ki nas prav tako podpirajo, tako da skupaj nas je več kot 110. Katere selekcije so v klubu? Vem, da imate mlajše deklice, poleg članic seveda. Katere so še druge mlajše selekcije, ki delujejo? V letošnji sezoni smo poleg mini rokometa, ki je pač osnova za delovanje kluba, imamo dve ekipe mlajših deklic, mlajše deklice B, potem mlajše deklice A, že malo starejše deklice A, kadetine in potem mladinke in kot rečeno člansko ekipo. To je kar veliko selekcij, ne? Za 80 članic kluba. Predstavljam si, da nekatere igralke igrajo tudi za starejše selekcije. Seveda. Želimo čim večjim puncam, oziroma vsem puncam dati možnost igranja, da se lahko pokažejo, izkažejo in zato so pač nekatere igrajo v dveh selekcijah, s tem, da pazimo na to, da niso preobremenjene, da le razvijajo svoje športno udejstvovanje. Rekli ste, delujete od leta 2015. Sami tekmovalni cilji, glede na to, da ste še mlad klub, verjamem, da so cilji tudi, niso samo tekmovalni, so tudi drugačni, pa vendarle, ko si takole zastavite cilje pred sezono, ste letos hoteli kakšno selekcijo spraviti, recimo ligo višje oziroma imeti določene uvrstitve? Ja, naš načeloma dolgoročni cilj je, kot ste rekel, nuditi možnost udejstvovanja mladim puncam oziroma mladim, pač vsem puncam v tem starostnem obdobju osnovne šole, srednje šole in tudi kasneje, da pač rajš preživijo svoj prosti čas v dvorani in se ukvarjajo s športom. Tako da nam je ta cilj vključiti čim več igralk, a hkrati imamo tudi seveda tekmovalne cilje. Letos je bil pač cilj se uvrstiti z člansko ekipo v prvo ligo. Končno smo zasedli drugo mesto, vendar kljub temu se kaže možnost, zaradi pač reorganizacije drugih klubov, da obstaja možnost, da bomo drugo leto nastopali v prvi ženski rokometni ligi. Ste zainteresirani za to opcijo? Seveda. Kakšne pogoje morate izpolniti, da bi se to zgodilo? Bom rekla tako, z naših strani nekih posebnih pogojev, mi bomo zagotovili finančna sredstva, omogočili puncam še boljše treniranje oziroma boljše pogoje za treninge in jim s tem ponudili možnost, da izkoristijo igranje v prvi ligi, mislim, da jim to lahko predstavlja neki izziv, da se dokažejo in pokažejo Sloveniji, pač česa so zmožne in kaj vse znajo. Preden se sprehodiva skozi preteklo sezono v prvi B ligi, ste mi dali super iztočnico. Po vašem mnenju, kakšen je ta preskok med prvo in drugo ligo? Vemo, da pri nas je malo ženskih rokometnih članskih ekip. Kakšna je ta razlika med prvim in drugim rangom? Definitivno je razlika. Če tako generalno rečem, lahko rečem, da v bistvu v celi sezoni so težke tekme, vse tekme težke. Ne moreš zbirati, ne veš, kak je nasprotnik. Morda v celi tej prvi ligi izstopa morda 4 ekipe, ostale, bom rekla, so tam po domače, se da s pravim pristopom, zagrizenosti, željo, se da tudi v prvi ligi. Morda pa drugo leto spet v Zasavju en prvoligaš, potem ko smo imeli zgodbo z zagorskim klubom. Če se ozreva zdaj na preteklo sezono članic, rekli ste že drugo mesto. Prvo mesto je suvereno osvojila Olimpija, ki ima zelo dobro ekipo za ta nivo. Bili pa ste ekipa, ki je Ljubljančankam prizadejala edini poraz v sezoni, sicer so bile, mislim, da 100%, z izjemo tiste vaše tekme. Praktično edini resni konkurent ste bili. Je pa najbolj težko igrati v ligi, ko veš, da tiste medsebojne tekme praktično odločajo. Ker točno veš, tako je, katera tekma bo odločilna in potem je tle ta psihična priprava na tekmo mogoče, da je tle malo manjkalo, oziroma da tle bi se dalo mogoče več narediti in bilo tudi za dekleta lažje. Mogoče ta pritisk ga še ne znajo prenesti oziroma se pripraviti na to. Kakšna je sicer članska ekipa bila v pretekli sezoni, zdaj mislim glede na starost? To so najbrž mlade dekleta. Tako je. Članska ekipa je v letošnji sezoni v generalnem sestavljena, oziroma večina igralk je mladink, to se pravi letnikov 2000 in 2001,
K temu pa pač priključene so pa 4 ali 5 starejših igralk. Tako da v bistvu ekipa je mlada, ki ima potencial, ki si želi še napredka. Ste imeli kakšno sposojeno igralko v pretekli sezoni? V bistvu nesposojeno, glede razmer Zagorja smo se potem dogovorili, da so 2 igralke v bistvu sredi sezone prestopile v naš klub, pa v bistvu še ena igralka iz Novega mesta. No, za prihodnjo sezono, ko ste omenili, da je ekipa zelo mlada, predvidevam, da želite zadržati vse igralke, kaj pa krepitev igralskega kadra, če se bo šlo v prvo ligo, najbrž načrtujete kaj v tej smeri? Ja, definitivno. Cilj je baza domačih igralk, tudi da so pač one kot pomemben člen ekipe, a hkrati se zavedamo, da so na nekaterih položajih pač potrebne ukrepitve, da si lahko pač konkurenčen. Trenutno pač potekajo pogovori. Kdaj se bo vedelo, ali boste šli v prvo ligo ali ne? Težko rečem, računamo, da sredina junija bi že mogel biti izdan, ko bo jasno in pač potrjeno, da gremo mi v prvo ligo. Z Rokometno zvezo Slovenije ste kaj v kontaktih glede tega, v teh dneh se kaj usklajujete, imate kakšne informacije ali zaenkrat samo ta možnost vam je bila predstavljena? Ne, seveda, na Rokometni zvezi sodelujemo, smo vedno v stikih. Dejstvo je, da se mora pač sestati združenje prvoligašev in tam se bo pač videlo, kakšno je stanje, kdo ja, kdo ne, oziroma se bojo dale karte na mizo in potem bo jasno. Že imate kakšne informacije, kakšen feedback, kakšen bi znal biti ta odziv združenja? Na združenju prvoligašev se morajo klubi potrditi igranje v prvi ligi in tle je pač en velik vprašaj Olimpija, ki je kot prvak prve B lige povabljena v prvo A ligo, ali bo sprejela to sodelovanje ali ne. Na drugi strani je pa tudi druga ekipa Krima, to se pravi Rokometni klub Ljubljana, pod velikim vprašanjem, ali bojo nastopili drugo leto v prvi A ligi ali ne. Tako da v bistvu je še kar nekaj pogovorov ampak računam, da odločitev teh 2 klubov ali ne bojo sredi junija mogli biti jasni. No, situacija z RK Ljubljana, kar razumem, glede na to, da je to filijala Krima. Kaj pa je pri Olimpiji, da kolebajo o tem, imate kakšne informacije? Zdi se mi, da je bil klub recimo za prvo B ligo zelo solidno organiziran, ekipa zelo močna. Pri Olimpiji, kolikor mi je znano, so v bistvu problem finance. Oni se pač že nekaj let borijo, da pridejo iz rdečih številk na zeleno vejo in tudi če grejo v prvo ligo, si želijo pač imeti finance urejene in to jih pač skrbi oziroma tle vidijo težavo. Mora zeleni klub priti na zeleno vejo. Ja. Gremo k mlajšim selekcijam v Litiji. Omenili ste mladinke, kadetine, starejše deklice, mlajše deklice A in B. Mlajše deklice A so letos igrale v Ligi za prvaka, torej so se merile mislim, da preostalimi 5 najboljšimi ekipami v svojem letniku. Ste ponosni na ta dosežek? Definitivno. Te mlajše deklice, ekipa mlajših deklic B, oziroma B, sem rekel, A se opravičujem. B kot najmlajše, ki sploh tekmujejo v državnem prvenstvu v ligaškem sistemu, sestavlja jih 19 igralk, v bistvu Litijank in Šmarčank. Imamo tudi eno Trbovko, ki je prestopila v naš klub, ki pod vodstvom trenerja Grega Močnika in pomočnice Katjuše Ponepšek pač so pridno trenirane in so v letošnji sezoni na 20 tekmah zabeležile 18 zmag in le 2 poraza. In to jim je pač na koncu prineslo naslov državnih prvakov. In prav ta zadnja tekma v Žalcu v sredini maja je bila ta potrditev, ko so se prav na zadnji tekmi pač, bom rekla, pomerile oboje igralke, ekipe prvega in drugega mesta in ta tekma je v bistvu na koncu odločala, kdo je prvak. In res vzdušje je bilo super, res primerno temu. Tako da seveda ponosni vsi na naše najmlajše. V slovenskem vrhu pa so bile tudi mlajše deklice A. Tako je, mlajše deklice A, ki jih prav tako trenira Grega in mu pomaga Katjuša, so tudi igrale v končnici v Ligi za prvaka. Na koncu so osvojile 5. mesto, kar je tudi za njih en velik uspeh in vzpodbuda za delo naprej. O starejših deklicah, kadetinjah, mladinkah moram priznati, da ne vem veliko, pa nam vi povejte, kaj se je dogajalo v pretekli sezoni. Starejše deklice in kadetinje trenirajo skupaj pod vodstvom legende slovenskega rokometa Tanje Oder. Kadetinje, v bistvu, bom rekla tako, imamo smolo, ko imamo en letnik, bom rekla po domače luknjo,
in so dekleta kadetinje v bistvu najmlajše v svoji kategoriji in tudi realno nismo pričakovali, bom rekla, rezultatsko napredka, ampak napredka v sami igri. Starejše deklice A v bistvu trenirajo skupaj s kadetinom, kot sem rekla, pod vodstvom Tanje, so se pa v svoji ligi tudi kar dobro odrezale, so se borile in pač pokazale res ta svoj znanje, ki ga od take legende, kot je Tanja, prejemajo v bistvu letos prvo sezono, potem pa naprej. Kako ste tako renomirano nekdanjo igralko, reprezentantko zvabili v klub? Tanja v bistvu si želi svoje znanje prenašati na mlajše. Začela je najprej v Šmartnem, pri rokometnem društvu Šmartno, no potem pa smo nekako vzpostavili stik že kar nekaj let nazaj, tako da mislim, da je že 4, če ne 5. leto tudi pri nas. Imate v klubu reprezentantke, predvidevam, da ja, v različnih mlajših kategorijah? Ja, mogoče se še najprej omeniva ekipo mladink, Se opravičujem, seveda. Iz katere tudi prihajajo reprezentantke. Ekipa mladink je v bistvu, kot sva že prej rekla, jedro članske ekipe, oziroma številčne še najmočnejša. One trenirajo v bistvu skupaj s članicami, njihov trener je Boštjan Kogovšek in pomočnik Roman Vrbajs. One so bile tudi v bistvu uvrščene po rednem delu v Ligo za prvaka, borile so se za od 1. do 6. mesta, no, na koncu jim je tudi malo zmanjkalo športne sreče in so osvojile 6. mesto, kar tudi ni seveda slab rezultat in tudi na njih smo seveda ponosni. No, izmed njih, iz mladinske vrste pa prihajajo 3 reprezentantke, ki so zdaj v širšem naboru igralk mladinske reprezentance. To se gre za kategorijo U19. Tako je. No in ta kategorija pač se zdaj bo začela sredi junija pripravljati, oziroma celo sezono se je že pripravljala, ta koncentracija bazične priprave. Tako, pa sredi junija, ker v juliju jih čaka Evropsko prvenstvo na Madžarskem. No, kako je recimo s prilivom podmladka v mlajše kategorije? Omenili ste ta mini rokomet, ki je uvod v ta tekmovalni svet. Glede na to, da ste precej mlado društvo, je trend v porastu glede vpisa. Se prijemlje ženski rokomet v Litiji? Bi rekla, da ja, je pa vsaka sezona oziroma vsako šolsko leto drugačno. Odvisno od množičnosti. Tako, od števila generacije in to pol od nekih interesov, ki jih pač otroci oziroma tudi starši imajo. Mi tle dobro sodelujemo z obema osnovnima šolama, tako Litija in Gradec. V Gradcu imamo letos tudi v bistvu kar v okviru podaljšanega bivanja, bi rekla, uro športa, ne samo rokometa, ampak sploh jim želimo predstaviti šport, udejstvovanje v športu, seveda je večji poudarek na rokometu. Na osnovni šoli Litija pa imamo to interesno dejavnost mini rokometa. Seveda si želimo še več otrok, še več, predvsem deklet, čeprav tudi fante vabimo, da se nam pridružijo in da skupaj gremo v športne aktivnosti. Verjamem, da ob nadaljnjem uspešnem delu bodo prišle tudi nove mlade rokometašice. V Litiji je kar nekaj uveljavljenih klubov. Recimo, vemo, da v Litiji tekmovalno je futsal, tisti, ki je na vrhu, recimo po uspehih. Imamo košarkarski klub, ki je tudi dolgo bil v drugi ligi. Imamo nogometni klub, ki je sicer tekmovalno zdaj nizko, ima pa zelo lepo tradicijo. Kako sodelujete z drugimi kolektivi občini? Vemo, da je v sosednji občini Herč, Šmartno, še lani prvoligaš na moški sceni. Ta sodelovanja med klubi so v dobrih odnosih, si pomagate med seboj, imate kakšne skupne projekte morda? Načeloma nekega velikega sodelovanja ni, so le klubi, bom rekla, drugačni, ki je drug šport, pa še to morda, da smo mi edini ženski klub, ki ima tudi člansko ekipo. Košarkaši imajo tudi pač deklice, ampak samo za osnovno šolo. Mi imamo pa le pol tudi za starejše, tako da smo edini ženski klub v kolektivnem športu tudi za mladinsko in člansko ekipo. Sodelovanje je v smislu, ne vem, bom rekla, terminov pa tega, pa morda je v zadnjem času bilo dobro sodelovanje z navijaško skupino tele Litijski levi, ki so, bom rekla, v osnovi navijači futsal kluba, no, ampak načeloma podpirajo šport v Litiji, tako da se priskočijo, rekla, na pomoč navijačem tudi ob drugih priložnostih in ena od takih je bila, kako so se super res izkazali na tej zadnji tekmi mlajših deklic v Žalcu. Ja, verjamem, da dekleta kar lepo sprejmejo,
takšno spodbudo. Je dodatna draž takole na tekmah. Ja. V Litiji recimo je že znalo biti v dvorani kar vroče vzdušje, ne? Predvsem na futsal tekmah, tudi na košarki. Spomnim, je kar neugodno gostovati v Litiji, se strinjate? Ja, dvorane so polne, tako domačih kot tujih navijačev, ne? Ampak tako pravim, dokler je navijanje korektno, v dobro športa, je res vzdušje super in tudi puncam na igrišču super tekmovati v takem vzdušju. Ja, mislim, da nekega sterilnega vzdušja na tribunah si noben ne želi. Tako. Če gremo naprej, financiranju kluba, recimo, vem, da zdaj v detajle se tu ne bova spuščala čisto na splošno, čutite zadostno podporo recimo lokalne skupnosti glede na vso to množico klubov, ki so Litija tudi ni majhna občina, in pridobivanje sponzorjev je zahtevno ali ne? Tako je. Občina Litija nam preko razpisa pač seveda pomaga finančno, ker smo pač seveda veseli, pa vedno pravimo, ne, vsak evro dodaten je še tu plus, to da nikoli ni zadosta, ne. Na drugi strani, bom rekla, so pa kar težave pri sponzorjih, ne. Če gledamo, Litija ni neko gospodarsko razvita, močno središče in je težko dobiti sponzorje, a kljub temu jih pač imamo, morda če jih lahko naštejem. In v tej sezoni, ne, so nam pomagali Mesarija Frtica, oba bencinska servisa Petrol, Foto Studio Litija, Predilnica Litija, Gradbeništvo Margi, Keramičarstvo Fortuna, pa morda še v tej priliki vseeno povem tiste nacionalne družbe, to so pa BTC City, Nova Ljubljanska in Slovenske železnice. Res zahvala vsem. Je pa tako, ne, če gremo, oziroma ko bomo šli zdaj v drugo sezono v prvo ligo, nam vsak dodaten evro pač bo prišel prav in si pač nekako želimo podporo, no, da tem našim puncam omogočimo igranje v tej ligi. Da bodo tudi rezultati dobri, da bodo ustrezno nagrajeni. Ja, tale sponzorski pool po imenih se sliši kar privlačno, kar dobro. Verjamem, da v primeru prve lige naj to velja kot apel, da bodo tudi sponzorji znali pospremiti ta uspeh in potem ustrezno podpreti ekipo. Zdaj, če greva malce na to širšo zasavsko in slovensko žensko rokometno regijo, ne moreva mimo zgodbe o rokometnem klubu Zagorje. Razumem, da je kot predsednica drugega kluba to za vas malce nehvaležno komentirati, vendar pa zanima me tu vaše mnenje, kakšen udarec je to za zasavski ženski rokomet, da je ena takšna močna sredina ugasnila. Tudi v Zagorju recimo starejše deklice A so bile državne prvakinje, tako kot pri vas B. Kaj to pomeni za zasavski ženski rokomet in slovenski ženski rokomet, po vašem mnenju? Seveda je škoda. Že tako je ženski rokomet ni tako močno zastopan po krajih, po Sloveniji in se vsaka taka žalostna zgodba zelo pozna. Jaz upam, no, in verjamem, da bojo zdaj saj z mlajšimi selekcijami nadaljevali, da pač pridejo počasi na staro pot, ne, v smislu udejstvovanja punc v rokometu. Tako je, ne, ženski rokomet je morda skoncentriran na ta večja mesta, tako da se res vsako tako udejstvovanje v teh manjših mestih, kot je Litija, Zagorje, tudi Kočevje recimo je en problem, ki se tudi ugašuje, ne, da se to pozna. In želja seveda vseh rokometnih navdušencev je, ne, da se v bistvu to razširi, ne da se krči in oža. No. Ja, recimo tudi ta prva B liga, ne, super bi bilo, če bi bil kakšen klub več, da bi bilo prvenstvo malce bolj raznoliko pisano, morda tudi ta razporeditev med ligami bi se dalo tukaj storiti, ampak glede na število klubov ima tu zveza kar zvezane roke, ne, če lahko tako rečem. Ideja sicer je, da se v naslednji sezoni prva A ženska rokometna liga krči na 8 klubov, kar naj bi pomenilo, ne, da bo v tem prva B številčnejša in s tem tudi bolj zanimiva. Dejstvo pa je, da je treba se po klubih, bom rekla, truditi in vzpodbujati punce, da tudi po končani srednji šoli še vztrajajo v rokometu, v športu nasploh, no, da so aktivne. Ja, v amaterskih klubih je to vedno problem, ta prehod iz mladinske v člansko konkurenco, če ti nisi finančno kompenziran, so druge prioritete potem na žalost v življenju. Ne. Ja, če gledamo tako, ne, mi v bistvu sredstvi, ki jih dobimo pač v največji meri strani občine in pač teh nekaj sponzorjev pokrijemo stroške, ki so nujno potrebni, da lahko klub deluje. Dvorana, prevozi, sodniki in tako naprej. Tako da v bistvu zaenkrat res o razmišljanju plačila igralk ne gre. In to je v večini klubov, v takih manjših sredinah
ena taka težava, no, ki... Ja, potem seveda igralke gravitirajo tam, kjer je kaj denarja. Seveda. To je pač povsem normalno. Zanima me še vaše mnenje o aktualnem trenutku ženske reprezentance. Imeli smo nekaj sušnih let v preteklosti glede uvrstitev na velika tekmovanja. Zdaj v zadnjih letih spet trend gre navzgor. Tudi se mi zdi, da tudi pri Krimu recimo imajo določene slovenske igralke pomembno vlogo. Kako vi gledate na vse skupaj? Kakšna se vam zdi prihodnost? Mislim, da prihodnost je. Dejstvo je, da, oziroma tako bom rekla, mislim, no, da ta trenutna reprezentanca se bo tudi zdaj uvrstila na naslednje veliko tekmovanje na svetovno prvenstvo na Japonskem v decembru. Tako da neka želja tudi teh mladih igralk je, da napreduje in da imajo neke vzornice v reprezentanci. Naslednji bom rekla, tak velik cilj reprezentance je pa domače prvenstvo. Ne, tako da vsekakor je zdaj energija prava, ne, recimo. Tako. V primerjavi s preteklostjo se mi zdi, da je tudi vse skupaj pri dekletih samih, da bolj čutijo to reprezentanco, kot se je morda v preteklih letih. Ja, tako je. V preteklih letih, če ni bilo uvrstitev na velika tekmovanja, nekako v zadnji punce mlajše ne vidijo nekega vzora oziroma ne vidijo potencijala, ki bi ga lahko reprezentanca imela, ne. Tako da zdaj, ko se pa to začel ta trend obračati v drugo smer, da so nastopi na teh velikih tekmovanjih, je pa slika boljša. Tako, rokomet sva obdelala, greva zdaj še malce stran od rokometa, smo v zadnjem segmentu oddaje. Poleg rokometa, katere panoge še spremljate, za katere športnike, športnice navijate, imate kakšen priljubljen klub? Če zase rečem, ne, jaz sem že od majhnega pač bom rekla športna navdušenka, no. Spremljam kar nekaj športov po zimi, tako kot večina, smučanje, skoki, poleti bolj atletika, no. Pa tudi seveda te ekipne športe oziroma ekipne reprezentance na teh velikih tekmovanjih. Atletska disciplina najljubša vam je? Težko rečem. So to bolj teki, skoki? Mogoče šprint na 100 metrov. Najbolj Formula 1, ne? Tako. Pravijo. Vaša najljubša knjiga ali pa zadnja knjiga, ki ste jo prebrali, pa sami izberite? Če po pravic povem, ne berem, ker ni časa. Na morju je ponavadi kakšen čas za kakšno tako romantično, lahkotno branje, ampak naslova pa... Kaj pa spletne strani potem, kje ste največ? Če greste na internet, kam greste? Informativne spletne strani, no. Kaj pa film najljubši imate? Ne. Tudi ne? Ne. Kakšnega tak, ki bi vam se vtisnil v spomin, vam zapihal na dušo? Ni nobenega takšnega filma? Res ne. TV serija? Nisem neki filmski navdušenec. TV serije pa, tako bom rekla, so mi bile te slovenske, čisto zaradi sprostitve. Naprimer? Ne vem, zdaj je rekel Ljubezni, pa Štorija, take čistko za sprostitev, no. Okay. Glasba, kaj poslušate, ko ste sami v avtu, pa vam nekaj paše? Radio. Nimam ne najljubše skupine, ne pevca. Na kakšnem koncertu v bližnji preteklosti? Ne. Niti enem. Res ne. Saj vam verjamem. Če bi se preselili iz Slovenije, govorijo zdaj za stalno, kam bi se? Kaj pa vem? Bolj tople, bolj hladne kraje? Morda v tople kraje. Evropa, Azija? Ne, kar bolj ven. Azija oziroma, ja, Azija. Kakšno tihomorsko otočje tudi morda, ne? Pa mogoče. Če bi lahko šli na kavo oziroma kosilo, večerjo, s katerokoli znano osebnostjo na svetu, in da je to iz sveta športa, show biznis, gospodarstvo, politika, karkoli, kdo bi to bil in zakaj? Kdo bi to bil? Filmski igralec predvidevam, da ne. Da ne. Morda, če rečem iz sveta športa, Tina Maze. Pa izven sveta športa? Izven sveta športa. Morda politika, no, pa rečemo Borut Pahor. Zakaj? Iz radovednosti. Vas zanima, kakšen je Tako. v pogovoru, v kavi. Gospa Bajc, jaz se vam zahvaljujem za ta prijeten pogovor. Verjamem, da sva našim gledalkam in gledalcem orisala stanje v ženskem rokometnem društvu Litija, tako da ste sedaj malce bolj znani tudi v naših krajih. Še enkrat hvala za pogovor in veliko uspeha v vseh nadaljnjih profesionalnih in zasebnih izzivih. Hvala lepa za povabilo in srečno. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport s Tjašo Bajc, zadnja oddaja v letošnji sezoni, tako da vam z tega mesta, torej iz studia
Skok v šport želim lepo poletje in se vidimo potem spet septembra.